Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalne bistriške televizije v začetku meseca septembra, ki že diši po jeseni. Po jeseni in njenih darovih pa bo dišalo tudi na letošnjih podobah bistriških domačij, ki se predstavljajo ta teden v petek in soboto v Bistriškem gradu. Bogat je tudi spremljevalni program, ki ga bodo z glasbo obogatili legendarni prifarski muzikanti. Se pa ta teden na koledarju izpisuje 8. september, ko katoliška in pravoslavna cerkev obeležujeta Mali šmaren ali Marijino rojstvo. S tem praznikom pa so nastali tudi številni pregovori, kot na primer Mala maša za sukno vpraša in lastovke odnaša. Vsekakor pa je začetek septembra zaznamoval prvi šolski dan, ki so se ga veselili tudi prvošolčki, saj prvič prestopiti šolski prag ni mačji kašelj. Nekaj o tem in drugih dogodkih v današnji informativni oddaji, zato ste vljudno vabljeni k ogledu. V sklopu starobistriških večerov kulture znane melodije v izvedbi članov šole petja Orfeus in saksofonista Ota Vrhovnika. Maskoti Anja in Zdravko pred začetkom šolskega leta obhodili šolske poti in prehode za pešce. V slovenjebistriški občini v novem šolskem letu 365 prvošolcev, toliko kot je dni v letu. Kraja mopedov, kosilnic, koles, vožnja brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola ter drugi dogodki so stalnice policijskih poročil na Bistriškem. Letos na pohod in kolesarski vzpon k trem kraljem okrog 300 udeležencev. V rubriki Lokalne novice, tokrat o glasbenem dogodku, prvem šolskem dnevu in poudarku na varnih šolskih poteh. V okviru starobistriških večerov, ki jih pripravlja Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, je v petek 25. avgusta v Bistriškem gradu potekal koncert znanih melodij Sergeja in Petre Ruprecht iz šole petja Orfeus in saksofonista Ota Vrhovnika. Sopranistka Petra Turk Ruprecht in tenorist Sergej Ruprecht sta zapela slovenske in tuje uspešnice ter klasične pesmi.
Saksofonist, magister Oto Vrhovnik, pa je igral melodije iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja. Dan pred začetkom šole smo lahko na prehodih za pešce opazovali maskoti Avtomoto zveze Slovenije Anjo in Zdravka, ki sta se ustavili tudi v Slovenski Bistrici. V spremstvu članov Avtomoto društva Slovenska Bistrica, članov Sveta za preventivo in vzgojo v prometu ter podžupanom Stanislavom Mlakarjem sta obhodili glavne šolske poti in prehode za pešce v mestu Slovenska Bistrica. Prikupni maskoti kot predstavnici najmlajših, ki so najbolj ogrožena in rizična skupina v prometu, sta opozarjali udeležence v prometu na spoštovanje cestno-prometnih predpisov in hkrati preverjali, koliko so varne poti, po katerih vsak dan hodijo otroci v šolo in se vračajo domov. Učenci in dijaki so v petek, 1. septembra, znova sedli v šolske klopi. V osnovnih šolah ter v njihovih podružnicah na Bistriškem bo v tem šolskem letu podobno število otrok kot pretekla leta, skupno 2818. Na prvi šolski dan so posebno dobrodošlico pripravili najmlajšim, teh je skupno 365. Sicer pa je podžupan občine Slovenska Bistrica Stanislav Mlakar skupaj s predsednikom Sveta za preventivo in vzgojo v prometu Dušanom Leskovarjem, predsednikom Združenja šoferjev in avtomehanikov Slovenska Bistrica Ivanom Kristovnikom, predsednikom Avtomoto društva Slovenska Bistrica Brankom Hojnikom, komandirjem policijske postaje Slovenska Bistrica Aleksandrom Lubejem in vodjo medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole Robertom Vrečkom na prvi šolski dan v mestu Slovenska Bistrica obhodil glavne prehode za pešce, ki vodijo do osnovnih šol in vrtcev. Ob tej priložnosti so se seznanili z organizacijo varovanja šolskih poti, še posebej glavnih prehodov za pešce v mestu, ki potekajo v okviru vseslovenske akcije Varna pot v šolo. Hkrati pa se s predstavniki osnovnih šol in vrtcev pogovorili o prometno-varnostnih ukrepih ob začetku šolskega leta.
Avtomoto zveza Slovenije je tudi letos v sodelovanju z avtomoto društvi in s policijo začela z aktivnostmi, s katerimi želi pred novim šolskim letom voznike, družbo in pristojne institucije opozoriti tako na vračanje otrok in mladih udeležencev na šolske poti, kot tudi na nekonsistentnost podobnih akcij le na prvi dan ali prvih nekaj šolskih dni. Žal nekateri udeleženci v prometu spoštujejo predpise samo nekaj dni v začetku šolskega leta, rezultat pa je vedno več prometnih nesreč, tudi s smrtnim izidom in težkimi ter trajnimi poškodbami. Policisti Slovenjebistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. S področja kaznivih dejanj so policisti zabeležili vlom, poskus vloma, nasilje v družini, zanemarjanje mladoletne osebe, grožnjo, goljufijo in poškodovanje tuje stvari. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je z originalnim ključem odklenil skladišče znanega lastnika in ukradel 3 kosilnice na nitko vredne okrog 1500 evrov. Stranko so v trgovini zalotili pri kraji blaga v vrednosti nekaj več kot 8 evrov. Neznani storilec je na enem od bencinskih servisov natočil gorivo in kupil nekaj drugih izdelkov. Izdelke je plačal, medtem ko računa za gorivo v višini nekaj več kot 68 evrov ni poravnal. Zgornja Polskava. Iz lope športnega društva je nekdo ukradel 5 žog, športno društvo je oškodovano za 900 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 20 prometnih nesreč. Zaradi kršenja prometnih predpisov so podali 7 obdolžilnih predlogov in izdali 48 plačilnih nalogov. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so odvzeli 7 vozniških dovoljenj in zasegli 1 vozilo. Pridržali so državljana Makedonije, ker je vozil osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 11-krat, med kršitelji je bil tudi otrok. Pridržali so eno vinjeno osebo, odkrili nasad konoplje na domačem vrtu, obravnavali pa so še en požar in našli eksplozivno telo. Dvanajsti kolesarski vzpon na Tri Kralje je minil v znamenju vročega vremena in množične udeležbe. Zahtevno progo od Slovenske Bistrice do penziona Jakec Trije Kralji v dolžini 15,5 km z višinsko razliko 880 metrov je v nedeljo 27. avgusta uspešno premagalo 243 kolesarjev in 27 kolesark. Najhitrejši je bil Marko Plank, ki je za vzpon potreboval 39 minut in 33 sekund. Slišali smo, da ste zmagali že včeraj na vzponu na Krvavec, danes tukaj na Tri Kralje. Torej, kako je bilo danes? Verjetno ne najbolj lahko glede na vreme. Ja, vreme je bilo kar prijetno, toplo, ne? Mogoče kakšne stopinje preveč, ampak bilo je pa res fajn. Pa ful lepo vzdušje tukaj, kot vedno, vsako leto na Tri Kralje, tako da se res rad udeležim te tekme. Pravzaprav ste se specializirali na takšne vzpone. Če primerjate tega na Tri Kralje s tistim na Krvavec, v čem je glavna razlika? Ja, jaz tekmujem bolj v vzponih, ko sem bolj lahek, pa to pa rad vozim klance. Tale vzpon je kar fajn, ko je položen, ni fest strm, tako da zastopim ljudi, da se pač radi udeležijo, ker ne trpijo tukaj fest, če je fest strm, se matraš, tu pa daš malo lahko predstavo, pa lahkotno goniš naprej, tako da je res fajna trasa. In kakšni so načrti oziroma želje za konec sezone? Drug teden me še čaka vzpon na Vršič, ko je kar kraljevski vzpon. Pol pa se še mislim udeležiti tudi vzpona na Kum iz Trbovlj gor, ko je tudi tisti pa malo bolj zahteven vzpon, ker je fest strm. Tako da se ga kolesarji kar radi izogibajo, ker je zahteven. Izmed domačih kolesarjev je bil najboljši Miran Dovnik, ki je osvojil 9. mesto. Ja, danes sem zelo zadovoljen z kolesarskim vzponom. Bilo je tako, kot sem planiral. Do Tinja sem držal prvo skupino, pol so eni malo šli naprej.
ampak sem imel vseeno še nekoga, da sem lahko z njim kolesaril, pa s časom sem zadovoljen. In kako ocenjujete vzdušje v progi? A vzdušje je že bilo na štartu enkratno, na progi tudi, na Tinju bilo navijačev polno, res je bilo super. Če načrtujete kakšno podobno tekmo v tej sezoni? Ja, glavni cilj sezone so mi Impolske igre na vzpon na Tinje. To imamo že celo leto v borbe, v službi, pa med sodelavci. Tisto bi rad tudi bil vsaj med prvimi tremi, ker konkurenca med Kaštruni je huda. Tudi o ženski konkurenci je slavila članica celjskega kluba Katarina Novak. V cilj je prispela v času 51 minut in 16 sekund. Na progi je bilo kar vroče, ampak je organizacija, pa vsi gledalci, ki so stali v progi pa navijali, so mi dajali še dodatno moč in adrenalin, tako da je bilo potem lažje priti do vrha. Tudi sicer se udeležujete podobnih vzponov? Ja, letos vozim pokal Slovenije v vzponu. Se pa te tekme na Tri kralje se pa zdaj letos že tradicionalno 3. leto zapored udeležim, ker mi je vedno všeč organizacija in pa celotna prireditev. Še kakšna tekma do konca sezone? Ja, zdaj naslednji teden me čaka Vršič, potem pa Nanos, potem pa bom z vzponi malo zaključila, pa še kakšne ravninske trase odpeljala. Drugo mesto je osvojila lanska zmagovalka Tinčanka Andreja Leskovar. Je bilo zahtevno, konkurenca tudi bila, tako da. Kaj pa organizacija? Organizacija pa itak odlična, tako vedno. Poleg kolesarskega vzpona je potekal tudi pohod iz Slovenske Bistrice do Treh kraljev. Lahko rečem, da smo zadovoljni z pohodniki, kako z Remeni, tudi sama organizacija, vsa čast športnemu društvu Tinje. Na pohodu nas je bilo 78, potem je ena gospa malo omagala, je šla nazaj, na Tinju so še nam pridružili, še naslednji, nas je bilo na koncu 83 prispelih na Tri kralje. Kdo je bil najmlajši udeleženec, kdo najstarejši? Najmlajši je bil 8 let, najstarejšega pa nismo izbirali, ker niso hteli izdati svoj let. Se je ob tem morda porodila še kakšna ideja za prihodnje? Glejte, ideje so vsekakor, da naj bo vsem za spodbudo, da nikoli ni prepozno, hodimo le, ko začne kjer bodi in splača se iti naravo, ker narava nam ponuja obilo vsega, kar rabimo za svoje dobro zdravje in počutje. Predsednik organizacijskega odbora Marko Digijan Petro ob koncu prireditve ni skrival zadovoljstva. Ja, z vidika organizatorja pač nekih napak ni bilo, kot vidimo, udeležba kolesarjev je ostala nekaj ista kot lani, torej to je neka potrditev, da se ljudje radi koračajo k nam, pohodnikov je še skoraj enkrat več. To je bil tudi tisti cilj za letos, ki smo si ga zadali, da pač moramo nekako malo bolj oglaševati ta pohod, da pride čim več tudi teh udeležencev. Tako da iz vidika udeležbe sigurno je ocena pozitivna. No. Kdaj ste pravzaprav začeli s pripravami, glede na to, da je izpadlo vse pravzaprav odlično? No, se pravim, zdaj priprave potekajo vsako leto že na dan vzpona, ne? Tako da za drugo leto vidimo neke stvari, ki pač moramo izboljšati. Tisto zelo aktivno, pa delo se pa začne, bi rekel, kak 2 meseca pred vzponom. No? Takrat pač se sestavi organizacijski odbor, se določi, kaj bo kdo delal, kako bo pač potekala celotna organizacija, kako bomo oglaševali, finančni okvir moramo sestaviti, tako da to pa 2 meseca pred vzponom. No. In kje so po vašem mnenju še rezerve? Rezerve recimo pač vidimo predvsem tem dogajanju na cilju. Ne. Vedno bi to dogajanje radi popestrili, tako da ne bi samo hodili kolesari k nam, pohodniki, ampak še tudi širša populacija. Recimo, da bi še tudi imeli vsi obiskovalci nekaj od tega. Ne. Tukaj pač vidimo nek cilj, ki pač oziroma področje, ki ga moramo izboljšati drugo leto. No. Se pravi, ne nazadnje z vidika trženja? Ja, predvsem, ne. Zdaj pa bolj, ko bomo tržili se na cilju, več kolesarjev bomo tudi s tem dobili, več bomo dobili pohodnikov, tako da, ampak se pravim, mi smo popolnoma zadovoljni s tako udeležbo, ki jo imamo, nočemo biti nek masivni maraton, ki pač dela samo na tej številčnosti, hočemo pač, da so tudi vsi ljudje zadovoljni. Zdaj pa, če gor spravimo 2000 ljudi, bojo verjetno druge stvari začele malo škripati, ne, in to pa spet ni naš cilj. Ne.
Spoštovani, odprla so se šolska vrata, zato bodite pozorni na varnost otrok v cestnem prometu, največ pa bo zalegel dober zgled. Pa srečno do prihodnjič.